Lep pozdrav vsem skupaj. Danes je vlada potrdila predlog zakona o kritični infrastrukturi, katerega pripravo je naročila z sklepom vlade iz aprila 2014. Ustanovljena je bila medresorska delovna skupina, vodilo je Ministrstvo za obrambo in danes smo na vladi obravnavali in tudi potrdili predlog zakona. Področje kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji sedaj ni celovito in sistemsko urejeno. Imamo vrsto sklepov vlade, ki pa smo jih vključili v predlog zakona. Namen zakona je sistemsko urediti zagotavljanje neprekinjenega delovanja kritične infrastrukture, slovenske kritične infrastrukture. Prepoznali smo 8 sektorjev, se pravi kritična infrastruktura, to je preskrba z vodo, s hrano, energijo, zdravstvena oskrba, finančni sektor, promet, varstvo okolja ter informacijsko-komunikacijski sistem in omrežja. Nosilci za izvedbo vseh ukrepov so ministrstva ter tudi Banka Slovenije. Predlog zakona smo posredovali tudi v mnenje Evropske centralne banke in uskladili z Banko Slovenije. In cilji, ki se zasledujemo zakonom, so predvsem, da vse organizacije in organi, ki delujejo na področjih, ki so za slovensko družbo pomembni, zavežemo, da pri svojem delu upoštevajo zahteve glede zagotavljanja neprekinjenega delovanja kritične infrastrukture, da jih zavežemo k spoštovanju istih splošnih usmeritev, da vzpostavimo primerna razmerja, predvsem z vidika delitve njihove pristojnosti in odgovornosti za ugotavljanje, določanje ter zaščito kritične infrastrukture, ter seveda, da se določi dopolnitev normativne ureditve na tistih področjih, kjer je do sedaj še ni. Upravljavci in lastniki kritične infrastrukture so ne glede na lastništvo prvi neposredno pristojni in odgovorni, pa tudi poslovno zainteresirani za zagotavljanje neprekinjenega delovanja kritične infrastrukture. V zakonu je določen postopek, tudi kriteriji ugotavljanja in določanja dodatne kritične infrastrukture, določijo vlada, ki določi tudi upravljavce. Upravljavci ob sodelovanju ministrstev, se pravi sektorjev, izdelajo dokumente načrtovanja zaščite, ki vsebujejo oceno tveganja in ukrepe za zaščito infrastrukture. Ukrepi za zaščito kritične infrastrukture so stalni, stopnjevani, vlada pa lahko ob izrednih dogodkih, krizi ali povečanju ogroženosti kritične infrastrukture naloži tudi dodatne ukrepe, ob tem pa mora zagotoviti tudi finančna sredstva za njihovo izvedbo. Upoštevajo se vsi sedanji ukrepi in dokumenti, ki so že pripravljeni, seveda ob tem, da jih sektorji, torej ministrstva pregledajo skupaj z upravljavci oziroma lastniki in tam, kjer pa niso še pripravljeni, pa jih bo potrebno na podlagi tega zakona v bližnji bodočnosti pripraviti. V pripravi zakona smo izvedli široko medresorsko usklajevanje, organizirali posvetovanje tako z upravljavci kritične infrastrukture, z lastniki, pa tudi z zunanjo strokovno javnostjo. Hvala, kakšno vprašanje za ministrico na to temo? Če ne, hvala. Najlepša hvala. Srečno. Dobar dan. Dobar dan. Lep pozdrav vsem skupaj. Vlada je danes potrdila besedilo pogodbe o izvedbi strateške investicije na razvojnem območju Hoče - Slivnica za investicijo Magna Nucleus. S to pogodbo se je investitor zavezal, da bo v roku 10 let od sklenitve te pogodbe izvedel investicijo v vrednosti najmanj 100 milijonov in zaposlil najmanj 1000 ljudi oziroma ustvaril 1000 novih delovnih mest. Zdaj, besedilo te pogodbe je rezultat kar dolgotrajnih in trdih pogajanj med obemi stranmi. Da bi zaščitili interese Republike Slovenije, smo v pogajanja vključili tudi državno pravobranilstvo in pa zunanje strokovnjake. Na tej točki se moram zahvaliti vsem, ki so pri tem projektu sodelovali in dosegli do tega, da smo prišli do končnega dogovora.
želim poudariti, da je pogodba zapisana tako, da ščiti interese naše države, ne obremenjuje proračuna naše države, bistveno ali pa strogo zavezuje investitorja, da mora izpolniti cilje pogodbe in naša država lahko za neizpolnjevanje ciljev pogodbe pač zahteva tudi pogodbeno kazen. Če denimo v 5 letih investitor ne začne izvajati investicije, je Slovenija upravičena do pogodbene kazni, ki lahko znaša maksimalno 5 milijonov evrov. Vendar pa na drugi strani lahko investitor odstopi od pogodbe, če niso izpolnjeni določeni pogoji, kot je okoljevarstveno soglasje, ki je zdaj pravnomočno, gradbeno dovoljenje, ki je izdano, prenos zemljišč, ki je za prvo fazo tudi realiziran. Skratka, če tega ne bi izpolnili, pa investitor ne rabi plačati pogodbene kazni. Seveda pa naša država na drugi strani ni dolžna izpolniti pogojev za izvedbo investicije, čeprav smo te zadeve naredili. Skratka, zato, če se to ne bi izvedlo, nismo odškodninsko odgovorni. Investitor v nobenem primeru ni upravičen do izgubljenega dobička oziroma do odškodnine zaradi morebitnega izgubljenega dobička. Pri tej pogodbi je pomembno z našega zornega kota, da imamo nadzor nad investicijo, da nam mora investitor poročati o poteku izvajanja investicije z letnimi in pa tudi ad hoc poročili, na koncu pa mora dostaviti tudi končno poročilo. Imamo pravico izvesti nadzor na kraju samem, z možnostjo vstopa v vse objekte in pregleda vse dokumentacije. Dogovorili smo se, da je za reševanje morebitnih pravnih sporov pristojna arbitraža 3 arbitrov s sedežem v Ljubljani po pravilih International Chamber of Commerce, in pa pri morebitni arbitraži se uporablja slovensko pravo. Pogodbo, katere besedilo smo danes uskladili oziroma potrdili na vladi, bomo podpisali v torek, ko bomo postavljali temeljni kamen v Hočah ali pa na gradbišču. Ob tej priložnosti pa je predviden tudi podpis pogodbe o financiranju prve faze. To je pogodba, s katero bomo investitorji dodelili 18,6 milijona evrov. Za to pogodbo pa ni potrebno soglasje vlade, ker se pač izvaja po zakonu o spodbujanju tujih neposrednih investicij in je bila izpogajana direktno med ministrstvom in Magno. Moram povedati, da sta obe pogodbi potrjeni tudi strani Magnine uprave v Kanadi. Seveda pa za izvedbo te investicije smo rabili pa še eno pogodbo, ki pa je že podpisana, to je pogodba o zagotovitvi zemlje. Ta pogodba je bila podpisana med občino Hoče - Slivnica in Magno. Skratka, podpis teh 2 pogodb, ki bosta v torek, sta pomemben menik, pa če bi tako rekel, kot sem večkrat že napovedal, bo tista zadnja točka in naloga, ki jo je morala izvesti vlada, zato da smo lahko ustvarili pogoje za izvedbo te investicije. Na koncu koncev smo za ta projekt garali več kot 1 leto dni. In moram povedati, da skupaj z dejstvom, da pripravljamo nov zakon o spodbujanju investicij, ob tem, da bomo štartali s projektom Magna, pošiljamo res en pozitiven signal investitorjem, domačim in tujim, da se pa v Sloveniji to poslovno investicijsko okolje v smislu prijaznosti, hitrosti spreminja, in to je praksa, ki verjamem, da bo obveljala za vse ostale investicije. Hvala. Hvala, zdaj so na vrsti vaše vprašanja za ministra na to točko. Izvolite, TV Slovenija.
Florian Zupan, TV Slovenija. Gospod minister, eden izmed portalov je danes zapisal, da je gospod Marinček iz e-foruma danes vložil na Ministrstvo za okolje predlog za izrek ničnosti na okoljevarstveno soglasje in predlog za obnovo postopka. In da je tudi na upravnem sodišču že prva tožba zoper direkcijo za vode in ARSO. Vi kaj veste o tem? Je to zdaj toliko kot vi iz istega portala, lahko rečem samo, da je okoljevarstveno soglasje pravnomočno. To ne more zavreči, kakorkoli. Glejte, vsak pri nas ima pravico, da se pritoži, pač organ, na katerega se pritožil, bo zadevo obravnaval, mi se ukvarjamo s tem, kako bomo investicijo izvedli in v torek bomo ti dve pogodbi podpisali in jaz verjamem, da je s tem končan angažma države pri tej investiciji. Od zdaj naprej bodo na vrsti investitorji, da izvedajo prvo, drugo in jaz verjamem tudi tretjo fazo. Lahko še pod vprašanje, kako napredujejo naložbe v Logatcu, Sumitomo, mislim, in Yaskawa, se je tukaj že kaj premaknilo? Vse zadeve napredujejo po dogovoru na področju Kočevja, ker se zadeve izvajajo v smislu začetka investicije strani Yaskawe, so stvari že bolj naravnane v smislu izvedbe. Sumitomo v Logatcu pa je šele izbral to lokacijo in mi bomo po zakonu, ki zdaj velja za spodbujanje investicij, obe, tako kot tudi ostale, ki jih zdaj nismo omenjali, investicije spremljali. Če ni več vprašanj? Še eno vprašanje, a je vlada res danes potrdila strategijo registracije avtomobilov z notranjim izgorevanjem, da po letu 2030 v Sloveniji ne bo več mogoče registrirati avtomobilov z notranjim izgorevanjem? To morate vprašati ministra za promet. Bomo preverili to. Hvala.